sicer predstojnik katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti, dr. Mitja Horvat. Zdaj, to, kar se je zgodilo, je pravzaprav samo znak, da ima zahteva naše poslanske skupine, ki smo jo vložili, pomembno vsebino, pomembno težo, da so v njej navedeni pravi razlogi in da stojijo vse naše trditve tako glede ravnanj Mira Cerarja kot Alenke Bratušek in to v obeh pomembnih sklopih. To, da je predsednik Mandatno-volilne komisije brez obrazložitve prekinil sejo, je poskusa, da se o tej pomembni vsebini sploh ne opravi razprava. In jaz mislim, da bi poleg tega, da je že prej poskušal procesno ovirati zadevo s tem, ko je zaprosil za mnenje Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora in to mnenje je v celoti že podrlo njegov konstrukt, da bi to sejo danes morali opraviti, da bi to razpravo morali opraviti in pa tudi seveda sprejeti tudi sklepe, ki smo jih predlagali. Namreč prelaganje seje glede sumov korupcije, ki so se zgodili pri imenovanju liste kandidatov za komisarja iz Slovenije na čas po tem, ko bo hearing stekel, je tudi kar zadeva Republiko Slovenijo, vtis o, bom rekel, kandidati, ki ne bi bila brez kakršnikoli sumov, je milo rečeno neodgovorno. Če kdaj je potrebno vse te sume povezane z ravnanjem bivše predsednice vlade in tudi ravnanjem sedanjega predsednika vlade, gospoda Cerarja, zaščititi v času pred hearingi, ki se dogajajo. Gospod Cerar v tem času, v tem obdobju teh priložnosti, ki jih je imel, ni izkoristil in tudi sedaj, kar dokazuje tudi to ravnanje njegovih poslancev, noče izkoristiti. Poslovnik vlade sedaj pozna v živo, ima vso možnost, da tudi magnetogram, ki vlade prejšnje razkrije in ga da javnosti, tam se tudi vidi, kako je ta postopek potekal. In glede na to, da je večkrat izrazil dvome o transparentnosti, bi lahko brez težav tudi kot predsednik vlade zahteval od Komisije za preprečevanje korupcije, da stori in ukrepa na tem področju. Isto pa bi lahko, ker je očitno zaznal, da zaznal nepravilnosti pri tem postopku, sprožil tudi postopek pred preiskovalnimi organi, ko ga zavezuje zakon. Nič od tega se ni zgodilo in tu se pravzaprav najbolj grobo pokaže, da je razkorak med velikimi besedami o etiki, spoštovanju zakonitosti, ustavnosti, spoštovanju institucij in med tistim, kar gospod Miro Cerar in njegova politična večina v tem državnem zboru počne, da je ta razkorak strahotno velik. Ni nobene povezave. In v primeru, kot je bil ta, ko so s tem poniglavim pobalinskim ravnanjem preprečili razpravo o tej točki, se samo kaže, da na to, kar smo predlagali, nimajo nobenih argumentov, niso pripravljeni na razpravo, niso pripravljeni na soočenje argumentov in zato tudi ravnajo tako, kot je za neko pomembno, veliko, največjo parlamentarno stranko nedostojno. Koalicija ima zadostno število glasov, da lahko konfrontira sooči svoje argumente, lahko ima dovolj veliko število glasov, da odglasuje o rešitvah in predlogih sklepov, ima dovolj veliko število glasov, da uporabi kakšne druge zadeve. To, kar pa je storil predsednik Mandatno-volilne komisije, dr. Mitja Horvat, pa je milo rečeno neprimerno. Lahko bi poslance, nekateri so prišli oddaleč, vsaj obvestili, da se je ne bo. To bi bilo pravzaprav tisti minimalni standard. Glede na to, da gre za predsednika katedre oziroma predstojnika katedre za upravno pravo, bi to od njega več kot pričakovali. Hvala lepa.